Spoštovani, Vlada Republike Slovenije včeraj na večerni oziroma jutranji seji razpravljala in določila smernice z ukrepi za pripravo zakonskega paketa oziroma mega zakona, s katerim želimo v prihodnosti blažiti posledice korona epidemije tako za državljanke in državljane kot za podjetje oziroma za gospodarstvo. Dovolite mi, da nekatere najpomembnejše ukrepe iz teh smernic naštejem. Podrobnejša obrazložitev ukrepov bo sledila kasneje strani moje kolegice in kolegov in strani tistih strokovnjakov, ki so nam pri pripravi teh ukrepov oziroma smernic pomagali. Določili smo ukrepe za ohranjanje delovnih mest. Na prvem mestu je tukaj bo predvidena oziroma uzakonjena nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač za delavce na čakanju. Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, v obdobju 2 mesecev pripravljamo zakon, ki bo za te ukrepe določil veljavnost od dneva uveljavitve tega zakona do 31. maja tega leta, z možnostjo, da v primeru, če se situacija v tem času ne spremeni, vlada ta rok po potrebi podaljša. Skratka, v tem času bo vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju, v obe proračunski blagajni, se pravi v obe javni blagajni, se pravi tako v zdravstveno kot v pokojninsko, prevzela država oziroma proračun, vse pravice zavarovancev pa bodo ostale in se ohranijo. Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne naprej krije zdravstvena zavarovalnica in nič več delodajalec. Zakon bo vzpostavil tudi sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plačil za dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov. In sicer v razponu od 10 do 200% osnovne plače. Določili smo tudi ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej tiste kategorije starejših, predvsem upokojencev, z nizkimi pokojninami, ki so tudi največja tarča te epidemije. Tako bo status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile, se pravi zaradi varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo oziroma ostalih razlogov, povzročeni z epidemijo, njihov status bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost. V nadaljevanju bo določeno, da gospodinjstva in posamezniki javnih storitev, ki se ne izvajajo, seveda v tem času tudi ne plačujemo, se pravi, za to ne bo položnic. Upokojencem z najnižjimi pokojninami se izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa. Zavedamo se, da je to najbolj ranljiva skupina državljanov, da so mnogi v tem času sami, da so skromne dohodke od nizkih pokojnin porabili za nakup neke nujne rezerve prehranskih in drugih življenjskih artiklov in zaradi tega bo tej kategoriji izplačan poseben dodatek, o višini in kategorijah več v nadaljevanju. Sprejeta je vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim. Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo preko elektronske aplikacije brez veliko administrativne telovadbe razglasili prizadetost zaradi krize in ta izjava bo tudi javno dostopna.
Samozaposleni, ki zaradi krize, epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% minimalne plače. Prizadetim samozaposleni se v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine. Potem smo sprejeli vrsto ukrepov za ohranitev delovanja podjetij, ne naštejem samo nekatere, več o tem kasneje gospod gospodarski minister. Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranjajo. Potem so ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo. Z namenom reševanja likvidnosti se vzpostavi garancijska shema, tako imenovani finančni top, ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država pa zagotovi za to dovolj sredstev preko poroštev oziroma dokapitalizacij za izvedbo tega ukrepa. Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike. Plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem, zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni. Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada se takoj usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem pri izdelavi cepiva, zdravil in zaščitne opreme z namenom našega prispevka za obvladovanje posledic koronavirusa. Potem nekaj ukrepov v smislu znižanja sejnin in plač, vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30%. Znižajo se tudi vse funkcionarske plače na državni ravni za 30% za čas trajanja epidemije. Sodna veja oblasti je zaradi odločitve že pred časom Ustavnega sodišča iz tega znižanja, zakonskega obveznega znižanja izvzeta, je pa pozvana, da se samo odpove 30% plač, funkcionarskih plač za čas krize, s tem, da tisti, ki v tej veji oblasti in tudi drugod delajo tudi v teh razmerah, ker nujni postopki zaradi zaščite temeljnih človekovih pravic iz ustave morajo seveda potekati, pa tako ali tako padajo v tisto kategorijo, kjer bodo ti lahko dodatno nagrajeni. Sprejeli smo tudi vrsto smernic za izdelavo ukrepov za pomoč kmetijstvu, več o tem ministrica za kmetijstvo v nadaljevanju. Naj poudarim samo to, da je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah in v razmerah, ki lahko nekaj časa trajajo, strateškega pomena, zato bo vlada naredila vse, da se kmetom in kmetijstvu v tem času pomaga z enakimi oziroma z sorazmerno enakimi ukrepi kot ostalemu gospodarstvu. Tukaj je z naše strani tudi priporočilo delodajalcem v gospodarstvu, da uberejo podoben pristop pri nagrajevanju tistih, ki se tudi z tveganjem in izpostavljanjem nevarnostim
soočajo s posledicami epidemije, se pravi, da prav tako vzpostavijo model na podlagi obstoječe, pa tudi zakonodaje, oziroma zakonskih rešitev, ki bodo vsebovane v tem paketu, ki jim bodo veljale seveda predvsem za javni sektor, ampak tudi za privatni sektor priporočamo, da se vzpostavi podoben način nagrajevanja v razponu 10 do 200% za tiste, ki so dejansko izpostavljeni in ki ohranjajo nujno proizvodnjo v tem času, delajo v kritični infrastrukturi, ki seveda ni vsa državna. Država oziroma proračun bo v največji možni meri te izdatke povračal, potem ko bomo dobili podatke o trenutnem oziroma bodočem možnem obsegu teh izplačil. Vsa ministrstva morajo te ukrepe in še nekatere druge, ki jih nisem omenil, jih bodo kolegi, pa nekatere, ki so tehnične narave in bodo pač nujen sestavni del tega mega proti korona zakona, poslati vladni službi za zakonodajo do 23. ure v četrtek ta teden in v petek bo Vlada Republike Slovenije obravnavala osnutek tega mega zakonskega paketa oziroma mega zakona. Naj ilustriram temeljno vsebino teh ukrepov iz smernic za pripravo tega mega zakona. Zdaj, temeljni namen je, da zamrznemo obstoječe stanje v Sloveniji na ta način, da ohranimo ljudi, delovna mesta, gospodarske potencijale, znanstveno-raziskovalne potencijale, potencijale v znanosti, kulturi, potencijale države in družbe nasploh, zato da bo lahko, kolikor je mogoče, normalno funkcionirala tudi potem, ko bo nevarnost epidemije uspešno premagana. Veliki napori se vlagajo po svetu v to, v izdelavo cepila, v izdelavo zdravil, v izdelavo in preizkušanje zdravil, ki vsaj blažijo posledice okužbe s koronavirusom, in napovedi so relativno optimistične. Vendar te je do takrat zdržati in ne samo zdržati je treba v potrebni kondiciji, zato da bomo kot družba brez večjih težav od takrat naprej lahko normalno funkcionirali. Predstavljate si, da je cela Slovenija na vesoljski ladji, na dolgem potovanju in potniki na takšni vesoljski ladji se za določen čas zamrznejo, zato da lahko potem, ko nekje pristanejo, normalno funkcionirajo. Torej, ukrepi, ki jih bo predlagala vlada v tem megazakonskem paketu državnemu zboru, imajo za namen, da normalno stanje, kolikor je mogoče, zamrznemo in ohranimo brez večjih socialnih in vseh drugih posledic za čas trajanja epidemije. Vlada bo zato zagotovila vsa potrebna finančna sredstva. Evropski okvir, smo tudi seveda del Evropske unije in del Evropske monetarne unije, Evropski finančni okvir se praktično vsak dan širi in za ta čas, ki ga ta zakon zajema, je sredstev zagotovljenih dovolj. Kako bomo to tehnično financirali, bo okvirno predstavil minister za finance, ampak to ni toliko pomembno. Pomembno je, da bomo za to zagotovili toliko sredstev, kot bo potrebno. Vlada Republike Slovenije je že začela z zbiranjem elementov za določitev smernic tudi za drugi takšen megapaket. Veliko predlogov, ki so prišli, je takšne narave, da zahtevajo mogoče nekaj več dni proučevanja in vsi ti predlogi bodo zajeti v naslednjem paketu, ob tem, ko bomo seveda dobili zanje ustrezne finančne in druge izračune. Dejstvo je, da
da smo dobili v tem času preko 1000 različnih predlogov, od gospodarstva, od sindikatov, od različnih združenj, od posameznikov, od znanstveno-raziskovalnih institucij, od univerz, od fakultet. Jaz se vsem tistim, ki so oziroma ki ste te predloge poslali, iskreno zahvaljujem. Tako na oko ocenjujem, da so v teh smernicah, da je v teh smernicah upoštevanih najmanj 90% teh predlogov, ker jih je velika večina šla v isto smer. Nekatere, ki so mogoče nekoliko terjajo nekoliko več časa za preučitev, bo po vsej verjetnosti možno vključiti v naslednji mega paket. Jaz se zahvaljujem na tem mestu za izjemen trud, ki so ga v pripravo teh smernic in tudi zakonskega predloga, ki praktično že nastaja od včeraj, vložili sodelavci po posamičnih ministrstvih. Še posebej se zahvaljujem svetovalni skupini strokovnjakov, ki jo je vodil dr. Matej Lahovnik. Z njihovo pomočjo smo praktično v realnem času razrešili na stotine dilem, ki so se odpirale ob predlogih teh ukrepov. Z njihovo pomočjo smo lahko preučili tudi marsikaj, kar se je v isti smeri zgodilo v sosednjih in drugih evropskih državah in nasploh po svetu. In ta pomoč je bila dejansko neprecenljiva, ni bilo nikogar, ki je bil zaprošen, ki bi sodelovanje zavrnil. Sodelovali so, pa tudi za naprej so sodelovanje ponujali tudi številni naši rojaki, ki delajo v pomembnih institucijah po svetu, institucijah finančne, znanstvene, raziskovalne, gospodarske oziroma ekonomske narave, in vse te bomo v nadaljevanju tudi vključili v našo delo. Danes večer bo seja vlade na drugo temo, na temo neke prve celovite ocene ukrepov, tudi drugih, ne samo teh, o katerih sem zdaj govoril, za upočasnitev in zajezitev širjenja epidemije. Po teh dneh, odkar je vlada prisegla, smo dobili ne še popolnoma celovit, ampak v pretežni meri celovit pogled na situacijo, tudi približno realne ocene razvoja situacije v zvezi z širjenjem epidemije, ocene povečevanja, možnosti povečevanja naših zmogljivosti, in vse to vam bomo predstavili jutri, potem, ko se je vlada podrobneje seznanila s poročili posamičnih ministrstev in drugih pristojnih organov. Na koncu bi se želel zahvaliti vsem, ki upoštevajo ukrepe, ki so bili uvedeni. Najbrž danes ni nikogar, ki spremlja situacijo po drugih evropskih državah in ki bi še mislil, da so ti ukrepi nepotrebni. Zdaj zadnji podatki kažejo, da se v veliki meri upoštevajo. Res velika hvala vsem. Noben odlok, noben zakon, nobena prepoved ne more narediti več, kot lahko naredimo mi sami, z upoštevanjem navodil zdravnikov, stroke, pa tudi z lastno samoiniciativo, z ukrepanjem v vse možne smeri s ciljem, da zaščitimo sebe in zavarujemo druge. Če bo ravnanje vseh nas tudi v prihodnje šlo v tako resno in vsa pravila upoštevajočo smer, potem marsikaj od teh zaostritev, ki jih lahko spremljate v nekaterih drugih državah, kjer so reagirali na krizo vsaj nekaj dni za nami, v Sloveniji ne bo treba uvajati. Vlada bo ocenila, kaj od tega, kar je še možno storiti v smislu administrativnih ukrepov za omejitev gibanja in vseh drugih ukrepov, je v situaciji, ki se, kar se tiče našega ravnanja, popravlja, eventualno smiselno narediti.
Že zdaj pa lahko rečem, da se je Slovenija v zadnjih dneh soočila kot celota, kot državljansko občestvo z to nevarnostjo epidemije izjemno resno in da če bomo nadaljevali po tej poti, bo tudi končna cena bistveno nižja od tiste, katere smo se vsi bali na začetku. Hvala lepa.